V Levici napovedujemo, da bomo v primeru sprejetja zakona o izvrševanju proračuna na seji, ki se začenja danes, šli v zbiranje podpisov, 2500 podpisov za zahtevo za sklic referenduma o tem zakonu. Vlada si namreč v ZIPRS-u poskuša odpreti možnosti za nabave orožja, ki bi presegale sprejete proračune in celo mandat te vlade. To je v bistvu nadomestek zakona o 780-milijonski nabavi orožja, ki smo ga v Levici v jeseni ustavili z skoraj 30 tisoč podpisi državljank in državljanov, ki zahtevajo referendum za to, da se odločamo o tem, a bomo kupovali to orožje ali ne. Zdaj vlada poskuša, medtem ko je zakon o 780 milijonih na ustavnem sodišču, izigrati ustavno sodišče, 30 tisoč podpisnikov in Ustavo Republike Slovenije. Zakon je namreč hudo protiustaven. Kot prvo, izigrava ustavno sodišče, ker stvar še ni razsojena, kot drugo, izigrava pravico do referenduma in kot tretje, izigrava pravico do odločanja vseh državljank in državljanov, ki nam jo garantira Ustava. Kot drugo, če bo ZIPRS, se pravi zakon o izvrševanju proračuna, v katerega se je vlada zdaj vtaknila možnost za nabavljanje orožja sprejet, to pomeni, da bo vlada v tem in naslednjem letu lahko podpisovala praktično neomejeno pogodbe za nakup orožja za naslednja leta, se pravi tudi 2024, 2025, 2026 in tako naprej, ki bodo lahko znašale 780 milijonov, lahko milijardo, odplačevati bodo pa mogle to naslednje vlade, ne glede na to, kakšen bo javnofinančen položaj Slovenije in ne glede na to, koliko sredstev bomo v proračunu imeli. Kako gre s tem denarjem, lahko vidimo že na prvi nabavi, ki jo poskuša izvršiti na transportnem letalu. V par mesecih se je cena tega transportnega letala z napovedanih 50 milijonov evrov povečala na 72 milijonov evrov. Skratka, kar ustavljamo tukaj je potencialno milijardna in več trgovina z orožjem, ki jo je vlada vtaknila v zakon o izvrševanju proračuna, ob tem pa si je vzela še talca. In sicer talec tukaj so računovodski servisi in podjetja, ki vlado že več mesecev prosijo, da bi jim letos zakasnili končna poročila in da bi vlada obrnila te ljudi proti Levici, ker slutijo, da bomo tudi tokrat jih ponovno ustavljali z referendumom, so to vtaknili v isti zakon kot nabave orožja. Tako da mi danes napovedujemo dvoje. Prvo je, da bomo šli v zbiranje podpisov za referendum, drugo pa, da bomo še danes vsem parlamentarnim strankam poslali osnutek zakona, ki je očiščen nabav orožja, ohranja pa te stvari, ki so bile naknadno dane noter na čelu z zamikom datuma za končna poročila za podjetja in računovodske servise.